Gluhi po vsem svetu se še vedno soočajo z diskriminacijo glede uporabe znakovnega jezika. To vključuje predvsem ovire pri dostopanju do njihovega maternega jezika in pogosto soočanje s situacijami, ko v vsakdanjem življenju nimajo enakega dostopa do informacij in komunikacije v realnem času. To je še posebej pereče v izobraževanju. Temu smo bili priča med pandemijo COVID-19, saj so bili gluhi odrezani od vseh informacij. Po mnenju predstavnikov Svetovne zveze gluhih je pomanjkanje smiselne zakonodaje o znakovnem jeziku na nacionalni ravni huda kršitev temeljnih pravic gluhih. Strateška usmeritev te organizacije za obdobje 2020-2030 zato poziva k nadaljnjemu spodbujanju pravnega priznavanja nacionalnih znakovnih jezikov. Vse države so namreč v skladu z Mednarodno konvencijo o pravicah invalidov dolžne spodbujati pravno priznavanje svojih nacionalnih znakovnih jezikov. Svetovna zveza gluhih je zato na 19. kongresu, ki se je sredi julija odvijal na južnokorejskem otoku Jeju, predstavila informativno grafiko držav članic Združenih narodov, ki so dosegle pravno priznanje svojih nacionalnih znakovnih jezikov. Prizadevanja Svetovne zveze gluhih za pravico do uporabe znakovnega jezika fundacija Nippon podpira s projektom Zavarovanje pravice do znakovnega jezika. Njeno delovanje je usmerjeno v pripravo priporočil državam glede tega, kako nuditi podporo navadnim članom zveze. Predavanje dr. Wyatta Halla, docenta za javnozdravstvene vede na zasebni univerzi Rochester Medical Center v Združenih državah Amerike, je bilo deležno velikega zanimanja, ker je govoril o posledicah za zdravje, predvsem duševno, če gluhim otrokom ni dana možnost uporabe znakovnega jezika od zgodnjega otroštva, po možnosti že od rojstva. Le 2% gluhih otrok po svetu ima v zgodnjem otroštvu dostop do maternega jezika, torej znakovnega jezika. Zato je Svetovna zveza gluhih podpisala deklaracijo o pravicah gluhih otrok do znakovnega jezika, ki govori o tem, da mora biti gluhemu otroku že v zgodnjem otroštvu omogočen dostop do znakovnega jezika. Kot je na koncu dejal predsednik Svetovne zveze gluhih dr. Joseph Murray, je znakovni jezik darilo in pravica vsakega gluhega. Zato ga uporabljajmo,
zanj skrbimo in če je potrebno, se zanj borimo.